Živijo in dobrodošli v novi epizodi serije Dileme iz spalnice. S tabo sva Lara in Monika in spet bomo odgovarjali na vaša anonimna vprašanja. No, pa dajmo kar začeti. Je to normalno, da ne morem masturbirati sama? Dolgočasno mi rata, imam toliko različnih igračk, tudi Rose, ampak prej mi neprijetno rata, kakor pa pride. Ta problem imam že od vedno, želim si, sploh ko sem v long distance razmerju, ker sem zafrustrirana in tečna, ker že dolgo ne seksam. Thoughts? Ja, jaz mislim, da je to pač ta občutek, da ni isto z igračkami ali pa s partnerjem, da je pač čist normalen. In je logično, da pač, če ni s partnerjem, če je sama, da je drugača. Tudi igračke ne pomenijo nujno, da zdaj bo pa z igračkami boljša. Včasih je lahko mogoče boljš brez igračk. Da bi mogoče probala brez igračk, recimo jaz tukaj pomislim takoj, da bi bilo mogoče super, da se s partnerjem pokličeta, če sta v long distance relationshipu in pač na tak način pa rešujeta zadevo, če se res ne morata velikrat dobita. Pač jaz bi to rekla, da zihar kakšen klic lahko pomaga tukaj. Klic zihar pa mogoče tako, da se že čez dan malo odrašta s kakšnimi SMS-i, ali pa je, da ti si sploh v moodu, da si zdaj pa pač mojega partnerja ni tle, jaz pa zdaj moram pač masturbirati in pa se spravaš. Jaz bi definitivno njega vključila, da ti pomaga malo tako, da se pač sploh vzburaš. Zdaj ne vem, a imaš tudi problem s tem, da sploh rataš vzburjena, a veš, kaj mislim? Ali si vzburjena, pa ti pač pol rata dolgočasno, pa neprijetno. Pa to. In tako, kot si rekla, mogoče prvo brez igračk, pa se nazaj navaditi na svoje dotike, na svoje roke, pa to sploh je treba tle rešiti prvo ta problem, da ti rata neprijetno. Pač, da to prvo rešiš, a ne? Mogoče tudi to, da se ne bi osredotočala toliko na sam orgazem, veš, kaj mislim. Pač, da si res vzame čas, da se navadi mogoče nazaj na svoje dotike, kakor si rekla. Pa kakor sem že jaz rekla, pač ni nujno z igračkami. Lahko čisti igračke, mogoče da malo na stran za nekaj časa, pa proba sama. S partnerjem se lahko pokličeta, čez dan se lahko dražta pač te zadeve. Mislim, igračke niso nujno vedno nekaj, kar naredi zadevo boljšo. Pač včasih je super dodatek, včasih pa tudi ne. Je pa tudi to, pač glavno vprašanje je bilo to, je to normalno, da ne morem masturbirati sama. Jaz bi rekla, da v tej situaciji, kjer sama razlaga, da je pač rata neprijetno, da pač tle je to potem neka normalna posledica. In tako da to je bili najni nasveti, da nekako nazaj prideš v stik sama s sabo, pa da premagaš to neprijetnost. Naslednje vprašanje. To je pa tako za naj vprašanje. Kaj bi raje, da partnerju vedno smrdijo genitalije ali da mu vedno smrdi iz ust? Jaz bi raje, da mu smrdi iz ust, zato ker prvo je to ful lažje skomunicirati, pač povedati, vsaj meni. Pač jaz bi ful lažje rekla partnerju, pač, da mu smrdi iz ust, ker da mu smrdijo genitalije. Pa mogoče tudi lažje rešljivo, s tem, da jaz se ne ljubčkam neki toliko, pa mi je to tako. A veš, jaz sem pa tako najprej, zdaj sicer, ko si mi tako rekla, sem se tako, sem res, ampak tako, jaz sem pa najprej pomislila, vse se ful ljubčkaš in to bi pol bo skos, a veš, kaj mislim. In pa sem bila tako, najprej sem bila tako, ne, pač genitalije, ampak pol, ko pomislim, tako, ko si ti rekla na tak način, pa sem tako, ne, sem res, kako boš to skomuniciral in tako. Pač moja ta prva misel je bila tako, vse tega ne vohaš skozi, mogoče ni to hudo, ampak zdaj, ko tako pomislim, pa je. In je res, veliko lažje skomuniciraš to, če mu z ust smrdi, da se to pol tudi popravi, ker če mu pa genitalije skozi smrdijo, je pa malo težji. Tako da v bistvu moj odgovor je tudi isti kot tvoj zdaj, ampak pač ta prva misel pa ni bila in zdaj sem tako razmišljam, kaj sem jaz razmišljala. Pač jaz ful nimam drugače problemov povedati, če nekomu pač smrdi z ust, sploh če nekdo iz družine, sem pač tako, a si umil zobe, ali pa si umila zobe, ali kakorkoli. Sicer ponavadi je to bolj pri tamalih, ampak se mi zdi neka lažja stvar za skomunicirati. Me pa zanima, kaj bi vi zbrali. Mene tudi, dajte napisati v komentarje, ampak veliko težje je to, ta drugo skomunicirati, se mi zdi. Da ti pride tako pač smrdljivim in si ti sam tako in pol ti je bad reč, ti pol ne, pač ne, raj z ust. Enako, tako da To je najn odgovor, vi pa napišite v komentar.
Okay. Ali je res, da v Dubaju ne smeš imeti spolnih igračk? To si mislim, da bolj ti raziskovala, ampak vem, da je, a ne, je ena izmed teh držav, ki ne smeš. Tako da ne smeš. Jaz sem raziskovala predvsem za potovanja, bož da ne nesejo, zato ker jim lahko res zasežejo te igračke, ker pač ne bi bile dovoljene. Zdaj, kako je pa glede tega, če jih pa lahko oni prav v Dubaju imajo doma, pa verjetno, da ampak pač tako, recimo na letalo, če neseš, pač ti bojo zasegane. Da ne smeš not v državo nesti. Aha, ok. Kar sem jaz razumela to, kar sem gledala, ampak ne bi bila ena od teh držav, ki pač to ne bi bilo. Da bi bilo prepovedano. Ja, make sense. Dobro, to je to. To je to za to vprašanje. Ok, naslednja. Kako lahko mentalne bolezni vplivajo na libido? Jaz mislim, da lahko zelo vplivajo na libido. Sploh, ker vedno govorimo, kako lahko vplivajo. Dobro, da ima prvo začeti z upadom libida, se pravi, dostakrat govorimo o tem, da pač libido v bistvu je nekako zelo povezana s psihičnim stanjem tvojim, sploh z stresom, ali ni, si ti zadovoljen v življenju ali ne. In če je tle pač neka mentalna bolezen, sicer lahko gre pa tudi v drug ekstrem, verjetno, da pač nekako imaš potem ful visok libido, pa da nekako s tem hočeš s seksom umiliti svoje psihično stanje ali pa se pomiriti, mogoče tudi. Ja, mentalne bolezni drugače ful vplivajo na libido, sploh večinoma. Pri večini sicer gre pa za zmanjšanje libida, ne vem, depresija, anksioznost, te zadeve. To lahko ful zmanjša libido in dejansko ga lahko tudi, ne vem, v enem obdobju sploh nimaš, če imaš te probleme. Lahko pa tudi zveča, ampak to je pač bolj redko, recimo kakšna manija ali pa bipolarna motnja, sem jaz gledala, da lahko zviša tudi. Ja. Ali pa tako v vsakodnevnem življenju, recimo, že to, da si ful, recimo, živčen, sicer to ni neka mentalna bolezen, lahko je pa sama situacija, ki imaš v življenju. Pač jaz pri sebi vidim, včasih, ko sem ful živčna, imam ful nizek libido, včasih pa, ko sem ful živčna, je pa lih obratno, ker v bistvu po moje telo išče pač te endorfine in dopamin in to in nekako daš to pol živčnost ven iz sebe. Ja. Zapravo za mentalne bolezni pa je. Ampak tudi te vsakdanje situacije, tudi to mogoče, da omenva, lahko ful vplivajo na libido, recimo, če imaš ti vsakodnevni stres, je dosti pogosto, da se ti zmanjša. Tako da Vpliva ful. Okay. Fanta sem dobila, kako si ga drka na WC-ju, rekel mi je, da ga vzburja to, da se skriva pred mano, kako nadaljevati. Ok, prva stvar, zdaj to, da se fant samo zadovoljuje v zvezi, to ni nič nenavadnega, to je popolnoma normalno. Bolj me tukaj mogoče zanima ta del, da ga vzburja to, da se skriva pred njo. Pač to, jaz mislim, ok, to je pač neka fantazija, zdaj fajn je pomisliti, kako se tebi ta fantazija zdi, a te moti ali te ne moti, a bi mogoče se želela seveda pogovoriti z njima, kar jaz ful predlagam, da bi se, pač da tudi vidiš, zakaj je ta fantazija, kaj ga pri temu vzburja, kaj mu je všeč pri temu. Tako da da imata nek odkrit pogovor o tem, da mogoče te fantazije zdaj ne skriva, a je njemu mogoče všeč, da ga ti dobiš pri temu, recimo, take zadeve. Tako da jaz mislim, da je fajn imeti tukaj kakšen pogovor z njim. Ja, valjda, kako nadaljevati, tako kot si rekla, pač zelo odvisno, a te moti ali ne, pa pol vidiš, kako nadaljevati. Ampak zdaj, če to nekako ne vpliva na vajno tako spolno življenje, kaj jaz bi razumela, da bi bil to nek problem, če bi on sam to delo, a veš, da bi rekla, mi dva nič ne seksava, zdaj sem ga pa dobila, pa da je rekel, pač to me vzburja, ne vem, ne vzburja me pa, ker sva mi dva skupaj. Zdaj pač, če ima ta vidva spolne odnose in tako, pač ne vem. Tako, mislim, da si ti čisto dobro povzela, pač kaj naresno. Aha, zdaj imamo pa naslednje vprašanje, ki v bistvu se mi zdi, da se dosti lahko povezuje tudi s tem, masturbacije v zvezi. Imam fanta, ki je odvisen od pornografije, kako začeti pogovor z njim? Ta je pa kar, Ja, nič, pač jaz spet neko nevtralno okolje, ali pa domače prijetno, tako da bi se bom počutil napadanega, pa pač povedati svoje opažanja, pa izraziti skrb, pač pa začeti mogoče z nekim razumevanjem delča tega z napadom, ne vem, v smislu ti pa to delaš, to pa ni prav, ampak zelo tako, ne vem, opazila sem, da pač več to, pač probati narediti res en odprt prostor za pogovor, zato ker ljudje, kadar jih mi soočimo z nekimi odvisnostmi, ratajo zelo defenzivni, se pravi, grejo ful v to,
nočejo priznati, da je kaj narobe, iščejo izgovore in tako ne. Tako da pač predvsem to je res prideti z nekim razumevanjem. Pa mogoče se že vnaprej s kakšnim terapeutom pozanimati res, če je to hudo. Lih to sem jaz hotela reči, da pač, ko bo imela ta pogovor z njim, kar upam, da ga bo imela, no, da res se tudi z njim pogovoriti, a ti to imaš občutek, da ti lahko to nehaš, pač mislim zmanjšaš, ne zdaj nehaš, ker pač ni treba nehati, ampak tako, da res vidi ta pol, a je to dejansko tako velik problem, da on ne more več tega nadzorovati. A veš, kaj mislim, da pol, če je tak problem, ja, pol pomaga lahko kakšen pogovor ali s terapeutom, psihologom, karkoli pač tazga. Tako da ja, moraš ga pa res na tak način soočati, da ga ne obsojaš, da probaš razumeti, da pač to je problem, ki ga ima in da pač mogoče rab pomoč, mogoče ne. Zdaj pač odvisen, koliko to vpliva pač na vajen odnos tudi. Ja, mislim, če je ona že napisala, da je odvisnost po mojem pač mislim, dosta. Tako ga sem rekla, problem forata, ker ljudje ratajo defenzivni, pa nočejo priznati in pa se to, če ti nekako tako napadalno izpadeš. Mislim, tle je tudi opcija, da bo on vsem tako reagiral. Zato mogoče sem rekla, da bi bilo dobro dobiti nasvet že prej od ene pač strokovno usposobljene osebe, zato pač kot so terapeuti. To je super. Stara sem 16 in sem ravno začela seksati. Ali imate kak nasvet za fafanje, čeljust me boli po parih minutah? Prvi nasvet, zdaj, če te boli, ne tega dela toliko hitro, ne se toliko, matrat, pač dej skomuniciraj to s fantom, mene pač boli, ne moram toliko hitro tega delati, ne moram toliko, globokit, zaradi česa jo pač boli, po moje prehitro dela, pač res ni treba, če tebi nekaj ni okej, ne tega delati. Pač, če ti mogoče sploh ni to v redu delati, tudi pač skomuniciraj, ni mi to okej. Tako je. Tako čeljust me boli po par minutah. Sam to kar hitro. Ja. Mogoče se bo pa navadila, mogoče rabim malo kondicije. Siguren se navadiš malo bolj čez čas, ampak tako ni treba zdaj pretiravati hiteti. Ne, pač definitivno. Mogoče pač, mogoče res malo prehitro delaš ali pa ne vem, probi se malo upočasniti, pa mogoče drugačen način uporabi roko zraven, a ne pač ne zdaj sam ampak da imaš pač roko zraven, pa mogoče, da si z usti bolj po glavici, pa da uporabiš jezik vmes. Rabiš zdaj ti skozi to usta tlačati, pa gor pa dol les. Pač, da daš sam zgoren del usta, pa spodi pač masiraš z roko, lahko daš malo ven, pa ga pač malo poližeš po celi dolžini, ne rabiš zdaj sam jest penisa cel cajt. Pač tako, da uporabljaš različne gibe, ne da sam pač, verjetno je problem pri čeljusti, a imaš odprto toliko časa ali pa pač v nekam takem, ampak da pač uporabljaš različne gibe, ne? Tako. Ja, saj nisem ta osnovni gib, ali kako bi rekla. Osnovni gib. Ne vem, kaj ne rečem, v glavnem pač tako. Kakor si rekla, roke, pač pri glavici recimo bolj pač ni nujno. Lubrikant mogoče zraven uporabiti, da bo bolj drsel, tako. Lahko tudi on malo pomaga, lahko tudi on pove, kaj mu je všeč, a ne? Ampak definitivno pač moj trik bi bil tle, da uporabiš več različnih gibov. Več različnih gibov, ja. Da si z roko pomagaš, tako je. Evo, to je bilo pa zanimivo vprašanje. Zanimivo, ja. Okay. Naslednje vprašanje. Partner je predlagal trojčka. Jaz sem najprej rekla mogoče, zdaj pa me je panika. Kako naj mu povem, da sem si premislila? Predvidevam, da je tle problem, ker je on zdaj že ful navdušen in o tem in ga mogoče ona noče razočarati. Ampak pač, sam direkt povej. Ja. Tako, ko si nama tle razložila, še njemu povej, veš, danes sva se pogovarjala o tem, ideja mi je ful cool, ampak ne vem, če bi lahko v realnosti to speljala, ful me je panika zagrabila, ne vem, povejmo svoje strahove, te strah, da bo vplival na vajne odnosa, te strah, ne vem, da boš ljubosumna, da ti bo težko, da ne boš vedela, kaj delati, ne pa se pač pogovorita. Mogoče so tu tudi neki strahovi, ki jih boš s pogovorom lahko dala čez pa ugotovila, da si to vsem želiš, ali pa pač še bolj potrdil, da si tega ne želiš. Definitivno pa ne iti v to, če nisi zihar, če te strah, definitivno ne tega početi. Pač trojčki, se so ful zanimivi, zabavni, mogoče za ljudi, ki nimajo pomislekov ali pa da ne delaš tega z osebo, ki si v zvezi, a veš pa, da so tako neki pač
random, fuck friendly ali whatever, ker ni nekih čustvenih posledic lahko, pa je pač ono res stan seks, ampak tle pa, ja. Sicer je pa tudi rekla mogoče. Niti ni rekla ja. Tako da, ja. Si najdla. Ja, tako da v bistvu že na začetku ni rekla, si zelo odvetniško loophole. Ja, ne, se drugače pa si super odgovorila in jaz se tudi strinjam s tem, tako da ja. Ja, ne. Vse z ljudje se ti je dovoljen, da si premisliš, se ni nikjer nista imela neke pogodbe obligacijske, verjetno, ne. Ok, naslednjo. Partner misli, da sem nezainteresirana, ker redko začnem seks. Jaz pa bi si želela, ampak ne znam biti tista, ki začne. Kako naj to spremenim? Ok, zdaj, če partner misli zaradi tega, da ona ni zainteresirana, definitivno najprej imeti pogovor z njim, pa mu to obrazložiti, lej, jaz si tebe še vsem želim, sam res mi je težko recimo začeti, pač da mu to kar poveš. Jaz bi to rekla, da mu je fajn povedati. Drugače pa, ne vem, za začetek s kakšnimi, da se ga začneš dotikati in tako recimo. Ja, se ne rabiš, da pač ti tam celega performansa narediti, pa ne vem, plesati, poskakati po njemu. Komod ga sam, ne vem, se stiskneš njemu, ga začneš božati, ne vem, a veš, gledata TV, si tle, ga malo božaš po trebuhu, malo po nogi, se pač to so vse neki taki signali, ki mu dajo vedeti, da pač ti si želiš, da je pač neko bližino, ne. Ne rabiš zdaj kar skočiti gor. Ja, ni treba, ne. Se drugače je to čisto dovolj ponovati. Drugače pa ja, če ima on tak občutek, da si ti ne želiš, pač definitivno mu povej te stvari. Ja, ker če ti veš, da on to misli, predvidevam, da je nekako on to te povedal in pač v tistem pogovoru ti to povej, ampak definitivno je pa na tebi tle, da delaš na sebi. Ja, tudi ja. Da rataš bolj odprta, ne, zdaj pač jaz si ne upam, zdaj boš mogel pa zmerti začeti, ker to tudi ni fair do njega, tudi moški se radi počutijo zaželjene, privlačne svojim partnerkam in definitivno je to, da ti začneš eden izmed teh znakov, ki jim potrjuje, da si ga ti želiš, ne. Ja. Tako da ja, pač jaz bi s kakšnim božanjem začela, pa tako to se mi ne zdi neki tako, da bi rabo neki ful. Pa v enem takem, ne, ali ko gledata TV, ali prijem gresta spat. Enkrat, ko sta tako sproščena, pa tako, pač, da je pač to obožanje, tako želim si nekaj več signal. Ni treba, ne vem, kaj vse delati, ja, to je čisto popolnoma dovolj. Ok, greva naprej. A je normalno, da me bolj vzburi sexting kot dejanski seks? Po telefonu sem ful samozavestna, v živo pa sem čisto druga oseba. Ja, jaz bi rekla, da pač mi je logično, da se to lahko komu zgodi, ker vsi smo bolj glasni po telefonu, pa tako kakor pa bolj, ko je v živo, ko si dejansko soočen z neko situacijo. Meni se zdi, da je to pač nasplošno, a ne smo lahko vsi zelo glasni na kjerkoli področju, pa kaj treba dejansko neki narediti, pa malo stisnemo rep med noge. Ampak mogoče vzburjena ni enako, a je ona rekla, da se ustraši ali da ni vzburjena več? Napisala je, da jo bolj vzburi sexting kot dejanski seks, pa da je ful bolj samozavestna. Da je bolj samozavestna. Po mojem je to povezano, zato ker pač, če si ti bolj samozavestna prek SMS-a, pa ko pride v živo, da bo pač zdaj ta seks se zgodil, a ne, ti samozavest pade in tudi posledično pač te ima strah in tudi vzburjenost pade. Ja, jaz sem jih to hotela reči, da strah verjetno ful vpliva na to vzburjenost, ker če bi jo bilo manj strah, tako kot jo je recimo po telefonu, da pač ne bi, mislim, da bi bila verjetno bolj vzburjena. Ja. Tako da ja, pač je normalno, je čisto normalno, tako da ja, pač. Kako pa, je vprašala, kako premagati to? Ne, sicer, ampak jaz sem napisala, da v živo je čisto druga oseba. Pač ja, logika, ker pač je v živo še vsem veliko težji. Ja, ker si soočen. Si soočen dejansko v živo, pač ful je lažje prek telefona, se mi zdi. Ja, pa ker prek telefona tudi ti ne vidiš reakcije v živo od druge osebe, a ne. Pa ti imaš prek telefona čas, da boš odgovoril. Lahko razmišljaš. Lahko razmišljaš v živo, pa pač in dobiš reakcijo direkt servirano in ti moraš takoj reagirati, tako da itak, da pač pol je to drugače, ne. Pa jaz tudi mislim, da tukaj itak bo čas tudi naredil veliko razliko, verjetno tudi več, ko bosta v živo počela stvari, lažje bo, a ne. Ja, valjda. Meni se tudi zdi tako. To je to. In to je v bistvu to za danes. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste nama poslali vprašanja. Ne pozabite na to, da nama vedno lahko pošljete svoje čist anonimno vprašanje
na link v opisu videa, lahko pa tudi na socialna omrežja ali pa na mail, kakor hočete. V glavnem vsa vprašanja ostanejo 100% anonimna. Drugače pa ja, seveda, če vam je bil video všeč, mu dajte en like, naročite se na naš kanal in pa ne pozabite si vklopiti obvestil, da ne boste zamudili naslednje epizode. Hvala še enkrat vsem, ki ste gledali in se vidimo naslednjič.